Najprej vsi prisotni kljub velikemu četrtku lepo pozdravljeni. Hvala kolegu Primožu Vitezu, da me je povabil, nagovoril. Hvala predstojniku za to predstavitev. In dovolite, da mečken spregovorim na podlagi te skice, ki sem jo zastavila drugače kot ostali predavatelji. Jaz sem generacija 68. No in tu je zdaj vprašanje, simptom česa je to leto. To je leto vstopa v akademske vrste. No in glejte, akademski študij na univerzi je tako kot stožec, naravoslovje, družboslovje in humanistika. Glejte, v leto 68 pa je prišlo do revolta, kajti politika v svetovnem okviru je začela klestiti humanistiko. Izraz funkcionalizacija izobraževanja je nekaj, kar je iz Japonske šlo v Združene države, od tam v Nemčijo, iz Nemčije pa k nam v podobi tako imenovanega sprotnega študija. Francoski filozof Jean-Paul Sartre je lepo razložil takratni spontani vzgib študirajoče mladine, ki je ugotovila tole. Klasična akademska pa ideja je izobraževala tako strokovnjaka kot hkrati intelektualca. Vstop na univerzo in že beseda univerzom opozarja na neko celovitost, je pa začela pešati, kajti glejte, vsi politični režimi so začeli klestiti ta del, biti, postati intelektualec. No in v svojem znamenitem obrambnem govoru za intelektualce je Sartre lepo opozoril: funkcionalni prevladuje akademsko srednjo po celem svetu in med prvimi je seveda Sorbona rekla ne. To je bilo, glejte, gibanje, ki je zaznamovalo mojo 68. generacijo, ki seveda sledi temu sloganu: človek je mnogo, mnogo več kot samo privesek ekonomije. Kaj pove teh 200 let? Čas francoske revolucije in sesutje socializma bolševiške provenience. Mi smo v študentskem gibanju izpostavili željo ustvariti v tem kratkem življenju, ki ga živimo, med rojstvom in smrtjo razmere onkraj dveh takrat prevladujočih totalitarizmov, zahodnega kapitalizma in vzhodnega bolševizma, kar seveda se žal ni zgodilo, ker se je svet znašel v kobiličarskem kapitalizmu, turbokapitalizmu in naš ideal, še en juriš na nebo, in tu bo solidarnost svetovnih razsežnosti, ki jo filozofija, ki je bila, je in ostaja temelj humanistike, izrazila s temi besedami. Ideal našega bivanja je domovanje, prebivati v vsakem kotičku sveta, kot da smo doma.
To smo tudi razlagali ljudem, ko smo za ceno policijskih pendrekov hodili po Ljubljani. Pa so se oni čudili, ne kaj se derete, kaj bi radi. Torej, vidite, filozofija v bistvu kot nostalgija, ideal domovanja, ko smo še erotiko negovali kot sredstvo, da si dva človeka, eden ob drugem, ustvarita prostor za miroljubno domovanje. Jaz seveda lahko govorim najprej v svojem osebnem imenu, zakaj sem jaz bila zraven, zakaj smo si mi prizadevali. Za nas, glejte, je socializem pomenil idejo organizirane solidarnosti. Kaj je solidarnost? Kje začeti? Veste, vedno znova poslušamo očitke, vi rdeči džihadisti, vi komunajzerji. To so kar sočni izrazi, ne? Poglejte, vzamimo Nikomahovo etiko, 8. knjigo, kjer Aristotel spregovori o tem, kaj je to prijateljstvo. In da že majhne otroke učimo, da je lepo biti prijatelj, imeti prijatelje. Zakaj? Zato, ker je vrednota biti, postati dober človek. Ja, dobro, je pa prav celica etike. In gledajte, o tem govorijo Grki in o tem govori knjiga Miheja, Stari zavezi, o človek, tebi je bilo razodeto, kaj je dobro. Torej, na tej individualni ravni jaz ti dobro. Ko pa to preide v mi, pa se to dobro imenuje solidarnost. In solidarnost mora biti vdelana v družbene institucije, da one delujejo za ljudi. Da so one socialno pravične, kajti dovolite, ideja svobodne, pravične socialne družbe je nekaj, kar povezujemo z imenom Hippodamus, ki je pravzaprav na nek način prvi socialist. Torej, toliko v informacijo, da mi, burjevestniška 68. generacija, nismo socializma rušili, pač pa smo opazili, da je zašel v krizo. Veste, vi ne morate enega sistema graditi na ta način, da polagate vence, rože, sveček, spomenikom. Vsak sistem, ki se je še s tako heroiko sproduciral, potrebuje še uspešnejši sistem reprodukcije in tu je socializem bil v krizo. Glejte, in da zato smo s kolegi za Poljske, Hrvaške, Češke, Slovaške delali na tem, čemur pravimo obnova socializma, danes bi vi rekli, današnjem žargonu, resetiranje socializma. Žal, veste, se je pa potem zgodila okupacija Češke, ki je to gibanje, ponavljam še enkrat in govorim tudi o svojem osebnem imenu, vendarle pomenilo tisti razvoj, ki je potem pač pripeljal do tega, kar je nekako uradna letnica sesutja socializma bolševiške provenience. Kaj se je tu zgodilo? Glejte, to je 200-letna zgodba, Dostojevski pravi, ideja pomnožene svobode. V tem obdobju še, ko smo mi študirali, je naše mišljenje zaznamovalo tole: totaliteta, solidarnost in to svetovnih razsežnosti. Po tem simbolnem letu
Pa se postavi zdaj vprašanje, ki je načelo ne samo filozofijo, celotno družboslovje, pa kako misliti napredek. Vidite, prej je bila zgodovina napredujoče gibanje, irreverzibilni proces, linearizem. Takrat seveda smo govorili, da nečesa nazadnjaškega gibanja nazaj ne more biti. Toda, gledajte, tukaj pa potem namesto zgodovine stopa v spredje narava in to je značilno za vse tista obdobja, ki so soočena s krizo, kako misliti napredek, nazaj k naravi. No, recimo za humanistiko in družboslovje je pa značilno od solidarnosti k toleranci. Ja, mi pa vemo, da je to pojem izpred kantovskega nivoja, recimo John Locke. Potem, nič več ne mislimo obče, univerzalno, ampak samodelno, parcialno, nič več solidarnost, toleranca, ampak poglejte, tu pa se je potem takoj pojavil problem. Če jaz recimo svobode ne mislim univerzalno, kako če mi misliti partikularno, a je svoboda samo za nekatere. V prejšnjem stoletju so k nam prihajali zelo levo usmerjeni filozofi, kot recimo Herbert Marcuse, in ki je nas tam pozna 60. leta opozarjal, takrat, ko se je kdo od nas pogledoval z liberalizmom. No in takrat je omenil tole. Prav veste, liberalizem pomeni premoč ekonomije nad vsemi družbenimi dejstvi. In zapomnite si eno, zakoni ekonomije se nikdar ne obnašajo tolerantno. Nikdar. To seveda je potem pa tisto načelo, ki je seveda nas soočalo tudi mene. Nekaj let nazaj sem bila senatorka, ko je prišel nek hinavski nasvet iz Brusla, naj peljemo šolnino. To je bilo leta nazaj, torej študenti filozofske fakultete, deloma FDV in nekateri posamezniki drugih fakultet so celo pred parlamentom odločno rekli ne, da bi mi to, glejte, kar je socialno solidarnostno, spremenili v tržno-ekonomsko kategorijo. Zdravstvo, socialo in seveda izobraževanje. Tu seveda ostajamo zvesti Marksu, ki nas je naučil, da človek, ljudje, nismo najprej bitja pravic, ampak bitja potreb, in da tem potrebam mora seveda politika z vsemi sredstvi ustreči. Glejte, nova doba prisega na načelo svobode. Toda, če ljudje nimamo možnosti za preskrbljeno varno življenje, danes je to prekarnost, če je tu brezposelnost, ali so določene skupine diskriminirane kot upokojenci, skratka, če ne zadostimo z družbeno organiziranim življenjem, socialnim potrebam, potem je ogrožena tudi naša temeljna potreba, potreba po svobodi. In tu se res zahvaljujem kolegom sociologom, ki so ta briljantna dela Zygmunta Baumana prevedli v slovenščino in te teze popularizirali. Dovolite, da še nadaljujem s tem, kako misliti napredek.
odpoved totaliteti, utopiji, metafiziki, zgodovini subjektov. Vidite, stvari po drugi svetovni vojni, še posebej v povojni Nemčiji, kamor so se vrnili pregnani filozofi, ki so zbežali, da so se rešili življenje pred nacizmom v Združene države, tako kot Tillich, Horkheimer, Adorno. Ko so se vrnili v Nemčijo, takoj videli, da povojna Adenauerska Nemčija pomeni restauracijo kapitalizma. Na univerza v Frankfurtu je bila nekako osredinjeno jedro leve napredne misli, glede, ki pa se je soočala vendarle s tem, kar je legitimacijska teorija takratnega vzhodnega bloka, in nenadoma so morali menjati terminologijo. Ti ljudje so se pred vojno srečevali v kafitiču imenovani Café Marx. Ko se po vojni vrnejo, zaradi zlorabe Marxovega imena, ta kafitič preimenujejo v Café Marx. Nič več frankfurtska teorija marksizma, ampak samo frankfurtska šola in pa kritična teorija. Kljub temu, poglejte, so ti ljudje razvijali kritiko sodobnega sveta na podlagi dragocenih Marksovih uvidov v naravo, alienacije, odtujitve kot univerzalnega dejstva tega časa. No, in včasih je še kdo s Heideggerjem in iz njegovega pisma o humanizmu opozoril, da je sam Heidegger dal Marksu priznanje, da tako daleč, kot je o kritiki odtujitvenih procesov prišel Marks, noben drug filozof. Vidite, odtujitev, reifikacija je pa nekaj, kar se začne kot medčloveškost, kot recimo sredstvo menjave denar, ki se iztrga kontroli ljudi, postane sila nad njimi, gospodar je denar. Skratka, leglo zla, krivic in še danes v času globalizacije, ključno z rumenimi jopiči, vidimo, da globalizacija še vedno pomeni svetovno tržno metafiziko, kot taka seveda globalizacija prehaja v nekaj negativnega in to se imenuje globalizem. Če se vrnem recimo k tem povratnikom na univerzo v Frankfurt. Vidite, Adorno je bil mislec, ki je zapisal misel, nekatero so mene, ko sem bila leta 70 na študiju v Združenih državah, sami ameriški kolegi levičarji opozorili. Keep smiling. Country of freedom. Adorno je zapisal tole misel. Za represivno družbo je značilno, da sta svoboda in nesramnost pobratima. Mi, ki smo to skusili, smo se vprašali, pa kaj kapitalizem dela. Kapitalizem, glejte, pa je delal zelo rafinirano. Kolega Žižek je lepo rekel, da si lahko predstavlja tudi konec sveta, ne pa konec kapitalizma. No in ti filozofi so potem proučevali to, kar imenujemo interakcija med ekonomijo in kulturo. Poglejte, logika gospodstva je logika ukazovalnega in izvrševalnega. Kapital, delo.
To ni več tako transparentno, kot je bilo v Marksovem času. In ta izkoriščevalska logika funkcionira zato, ker jo ljudje ponotranjimo. To je komandirajoče sebstvo po dialektiki razsvetljenstva, ali kot pravi še edini živeči iz frankfurtske šole, Adornov asistent Jürgen Habermas, notranja kolonizacija. In vse, kar je Jürgen Habermas ustvaril, dela proti odtujitvenim procesom, apelira na negovanje solidarnosti, ker je to ta drugo pravičnosti in tukaj gre, kot rečeno, za same temelje humanizma. Situacija po drugi svetovni vojni seveda je te filozofe soočila s tem problemom, kako zdaj reflektirati to nesrečno tetovažo, ki se ji reče Auschwitz. Akademski svet na Zahodu je molčal, ampak z molkom se tega ni dalo odpraviti. Tako potem Adorno govori o novem kategoričnem imperativu Auschwitza nikdar več, hkrati pa posreduje nekaj dragocenih nazorov o tem, kako se soočati s tem preteklim, Bearbeitung der Vergangenheit. Njegovo izhodišče je tole, nikakršna propaganda, še najmanj ne pa propaganda na politični ravni, ker ona obnavlja tiste sile, ki so pripeljale do prvega dejanja in lahko vsak trenutek izbruhne, kot drugo pripelje do zasvojenosti s politiko, kar dela naša strankokracija, kajti mi vemo, da smo lahko zasvojeni z drogami, alkoholom, pa tudi politiko. Torej, glede tega preteklega, nikakršen propagandističen odnos in kakorkoli mi filozofi, sociologi to politikom dopovedujemo, ne slišijo, ne poslušajo. Že pri Platonu, gledajte, je najvišja vrednota pravičnost. Aristotel pa dodaja, k temu je treba dodati še to, kar je prijateljstvo, kajti moder politik še bolj skrbi za prijateljstvo in ne samo za pravičnost. Glejte, ko smo pripravili posvet in povabili poslance iz parlamenta, da pridejo v Cankarjev dom poslušati, kaj menite, koliko poslancev iz parlamenta je prišlo? Niti en sam, razen Jelušičeve, ki je bila pa med predavatelji, tako da ljudje, ki so se takrat oglašali, so se opravičevali, češ ne zamerite, mi smo penzionistična žajfanca, imamo čas in ne znamo s časom kam. Skratka, gledajte, tu o tej politizaciji, ki se je pri nas začela kot pohod demokracije in liberalizma, je že od vsega začetka očitno bilo storjeno nekaj, kar žal obnavlja to, pred čemer je odelo Anton Trstenjak slovenska poštenost svaril, da nimamo čuta za srednjo mero. No in ker sem marsičem Trstenjakov učenec, to tudi vedno poudarjam, veste, bil je neverjetno širok. Enkrat pridem k njemu na obisk, imam eno knjigo, pa pravi, čuj, če si prinesla katekizem, ga niti ne odpira, imam enega, pa še ta je preveč. Smejalo smo se tudi, ne, ko je rekel, veš, jaz te krajnice ne razumem, reče se megla, pa pes, pa Trstenjak,
ne pa da tu štulijo neke polglasnike. Skratka, vidite, to, kar je on vedno poudarjal, je bilo nekaj globoko humanističnega, povezovalnega in kar ta mali narod potrebuje. In gledajte, žal, nimamo politikov, ki bi premogli pri tej strankokraciji to povezovalno moč. Ta sistem, ki je, si z različnimi strankami prizadeva spostaviti subordiniran sistem, to je pa spet logika gospodstva nadrejeno-podrejeno, smisel demokracije je pa v koordiniranem sistemu, vsi členi so enakovredni in glejte, kar smo mi želeli, tudi z reformnimi posegi je to, naj imajo ljudje določen minimum zdravstvene, socialne, ekonomske varnosti, naj to omogoča ustava, pa magari kak royalist pride za predsednika in to zakonodajo, ki je za vse, za prav vsakega človeka tudi spoštuje. Zdaj dovolite, da po tem daljšem uvodu vendarle še, če mi dovolite, kaj preberem. Večkrat omenjam ta imena iz Frankfurta. No in filozof, ki je zelo občudoval dva na videz nespravljiva, Heideggerja in Adorna, je Peter Sloterdijk. On imenuje sebe špilferderderski egoman, je ničejevec, ne ničejanec in vendarle govori o tem, kaj je poslanstvo filozofije v sodobnem času. Pravi pa takole: fenomen humanizma si danes zasluži pozornost zaradi tega, ker nas uči brati knjige, ki so prijateljevanje na daljavo. Etika humanizma, to je pa bitka za človeka, ko poteka v njem boj med težnjami po bestializiranju in udomačevanju. Vidite, to je namen humanistike. Vse to, kar je žal pripeljalo do fašizma, nacizma in kar se je grozljivo izživljalo koncentracijskih taborišč vseh vrst, pomeni, da kultura temu ni bila kos. Pa so se ti filozofi spraševali, kako je to bilo možno v narodu, ki je sebe smatral za naslednika starogrške kulture. No in poglejte, tukaj je treba upozoriti na to, da je dokaj pogosta beseda danes, in to je ta levi besednjak, družba. Delitev gre v 19. stoletje, ko so, recimo, sociologijo prezrljivo obravnavali. Trajčke govori o kulturi in gledajte, ta dihotomija, leva pozicija, družba, desna kultura ostaja še danes. Sociologija je levičarska, ona vedno izpostavlja pojem družbe, vse, prav vse, no in tako poglejte, pomeni drago portugalsko vino, drage koncertne karte, te, ki so kulturniki, kulturtregerje, jabolčnik, gasilska veselica, Coca-Cola, pa pomeni te, ki raje gredo na gasilsko veselico
in tam doživljajo tisto razpoloženje, o katerem je kolega Lozar lepo zapisal, da ta vedrina, ki jo ljudje tam doživljajo, pomeni dušo, ki ne škili. Malo povzemam te izraze po Nietzscheju in to zaradi tega, ker je recimo Sloterdijk mislec, ki pa je rekel k vragu za vso to traurige Wissenschaft, to je pod naslov Adornove minime moralje, refleksije iz poškodovanega življenja. Treba je iti naprej, se radostiti, življenje je lepo. Po vzoru starih Grkov negovati čudenje, vedrino, skratka, naredil je obrat k temu, kar je jovialna znanost in uspel spostaviti most tudi med Heideggerjem in Adornom. In ko sva neodvisno s kolegom Lozarjem te zadeve študirala, pa zakaj pravzaprav so se ti iz Freiburga in Frankfurta spopadli, sva ugotovila, ja zato, ker imajo zelo mnogo skupnega. Ne morata se kregati dva, ki nimata ničesar skupnega. Skratka, literarni teksti, filozofski teksti so prijateljevanje nadaljavo. So viri, so gejziri humanizma in ko je Habermas sodeloval že spokojnim ameriškim filozofom, ultralevičarjem, celo trotskistom, ta je potem napisal, glejte, tekst, ki ga imam tukaj, torej tekst, ki impresionira, namreč študij humanistike omogoča preobrazbene možnosti. To, da se odrečemo svoji živalskosti, glejte, in to je bil namen nekoč izobraževanja, vrhunec tega je bila akademska pa ideja, glejte, da je narava prešla v kulturo, etika postala človekova druga narava, ne pa protinarava. Ob 150. obletnici izida komunističnega manifesta v Idriji nenadoma pri nas marksistov ni bilo. Seveda, marksizem to ni bila več polna miza, ne? In potem smo malo pogledali, kaj se po svetu dogaja. In je kolega Weiss, ki žal danes ni tu navzoč, prevedel tekst Richarda Rortyja, komunistični manifest 150 let pozneje, spodletele prerokbe veličastna upanja. Torej, da beremo in vzgajamo svoje otroke skupaj z dvema besediloma, ki sta nas naredila malo manj krute, malo manj sadistične. Da ta dva teksta ne beremo kot prerokbe dobesedno, ampak kot upanje in navdih, kajti gre za dve besedili, za katere Richard Rorty ugotavlja, da ga ni teksta, ki bi jo presegel. Tako Rorty izrecno pravi, obe besedili sta z leti celo pridobili moč navdiha. Kajti vsako od nju je ustanovni dokument gibanja, ki je veliko naredilo za svobodo ljudi in za enakopravnost med njimi. Tako lahko rečemo, da so Sveta Neža in Rosa Luxemburg, Sveti Frančišek in sindikalist Eugène Debs, belgijski misionar Pater Damien in francoski socialist Jean Jaurès skupaj pripadali istemu gibanju,
Kar je pa treba vedeti je eno, da bratstvo, o katerem govori Nova zaveza, ni dosegljivo samo v onstranstvo, ampak že tu na zemlji, in da je to bratstvo in enakopravnost dosegljivo brez krvavih sredstev, ki se jim reče revolucija. Intelektualcem pa svetuje, dajte preštudirajte to dvoje, zato da boste vsakemu egomanskemu gangsterju zalučali v obraz, naj si ne domišlja, da ve, kaj hoče zgodovina, še bolj pa hinavskemu moralnemu apostolu, ki trdi, da ve, kaj hoče Bog. Skratka, to je kopija, išlo je pa v teoriji in praksi leta 1998. In glede na to, da pač živimo v svetu, ko se za temi viri z dveh nasprotnih bregov obkladamo, tudi klali bi se, je dobro eno tako besedilo v smislu tega, kaj je humanizem, prisvajanja samega sebe in drugih, nikdar puščanje trupel za seboj potrebno dati brat. Doba po izteku socializma bolševiške provenjence se imenuje postmoderna. Čakajte, tu se zdaj moramo razumeti, Postmoderna je še za nekatere danes sinonim za sodobnost in ne bi nekako bila v nasprotju s tem, kar je razsvetljenstvo. No in seveda, filozofi smo še vedno tisti, ki prisegamo prej na razsvetljenski in upoštevamo vse, kar tudi pač reflektira misli, tako imenovana postmoderna. Kako je z metafiziko? Glede, to je nekaj sila žlahtnega. Misliti pomeni znati, transcendirati. Dojemati na stvarih še nekaj malo več, kot pa one samo so. Metafizika je zmožnost posredovanja. Ona nikdar ni metafizika, če vzpostavlja kak absolut. Absolut je nekaj dokončnega, absolutnega, tu ni več nikakršnega posredovanja. In glejte, nekako 3 deli v zgodovini metafizike so. Ona metafizika, ki sije iz onstranstva, potem jo romantiki in Kant z nebes sesujejo na zemljo. Spregovorijo o antropološki potrebi po metafiziki, ki je v dejstvu ponosa čudenja nad svetom, da je sploh kaj, in seveda v soočenju z končnostjo življenja s smrtjo. Sodobna metafizika, med drugim tudi Peter Sloterdijk, pa metafiziko ohranjajo. Gre za mišljenje, ki je solidarno z metafiziko v trenutku njenega sesutja in pride do tega, da je metafizika še vedno negovanje tega, kar je čudenje, od smrti pa naredijo prehod k rojstvu, ker je rojstvo močnejše od smrti. In zanimivo, da je svojo biocentrično metafiziko na to med prvimi pri nas opozoril v svoji pesnitvi Edvard Kocbek. Genij je bil. Nekaj vraga, to motajo krog politiko, ki v bistvu ne misli, je bil politik, ampak ne misli politično. No in glejte, rojstvo pomeni večpomenskost, večznačnost, je odprtost in tu gledajte, imamo slovensko filozofsko misel, ki je na ravni evropske, o tem razmišlja Hannah Arendt, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk in, kot sem že povedala, tudi naš Edvard Kocbek.
s tako imenovano biocentrično metafiziko. Še enkrat, ni teorije brez nečesa metafizičnega. Danes, in tu smo malo postmoderni, se odrekamo pojmom kot totaliteta, hkrati pa glejte, to ne pomeni odreči se pojmu celote, kajti če misel nima pojma celote, še sploh ni na ravni teorije. Nadalje, zato, da bi razvijali humanistiko in etiko, čim manj uporabljamo ta dva izraza. Danes, glejte, je misel soočena s tem, da mora znati razmišljati tudi tam, kjer najbolj boli. Kajti zlo je nemišljenje. Ljudje v koncentracijskih taboriščih kot Primo Levi so se reševali s tem, da so mislili, citiral je verze, ki se jih je naučil. Še enkrat, največje zlo je nemišljenje. In da mišljenje ne bi bilo defetizem uma, mora humanistika biti napor vsebine. Tu, dovolite, sem pa zdaj skregana z vsemi trenutnimi znanstveno-raziskovalnimi predpisi. Premoč vsebine se opira premoči metode. Zakaj? Poglejte, novoveška filozofija je detronizirala Boga in teodicejo. Rabila je poroštvo za resnico in je to dobila v metodi. Toda sčasoma je to začelo delovati zaviralno. Zakaj? Če se mišljenje vse preveč reducira na metodo, iz mišljenja izginja subjekt. Resnica, humanistiki pa ni nekaj, kar bi ostalo po izgonu subjekta. In naj tu naštejem samo imena kot Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, Lepo delo, resnica in metoda, Theodor Adorno, Ernst Bloch in Feyerabend, ki sem ga še včeraj z užitkom brala, tok je jezen na metodo, da pravi, ta metodološka strogost nam jemlje svobodo, svobodnega se čutim samo še v nečem neurejenem, kaotičnem, skratka, ko je prvič na Dunajski univerzi te misli posredoval, mu je profesor rekel, smeš še priti na moje predavanje, reči pa ne smeš nič. No in poglejte, to, da danes nekdo prijavi magisterij, doktorat, mora opisati metodo. Veste, na področju humanistike je to malo hecno. To je tako, kot da bi se plavati učil na kopnem. Poglejte vi Kantova dela. On ima metodo vseh svojih delih šele na koncu. Skratka, vpeljali smo kvantitativna merila, torej merila, ki pomenijo tudi določen svetovni nazor in vrednotenje. To je pa tisto, glejte, kar je Wolfgang Welsch že opazil. V govorih nekaterih disidentov, ko se je spraševal v redu. Socializem ste zavrnili. Kaj bi pa zdaj radi? In veste, kaj je iz govora, pogromaških govorov disidentov razbral? To je govor, ki prisega na stališče zdravega razuma, common sense, to še po Hegelu sploh ni stališče humanizma. Skratka, to je stališče, da bi zmeraj, pa je proti meni, kot mali užaljen otrok. Skratka, mišljenje se mora aktivirati. Habermas uporablja izraz refleksijski zagon. In dovolite, da še nekaj malega omenim to tezo, ki jo je razglasil nemški kancler. Tam je bilo enkrat septembra 82. leta v nemškem parlamentu. Ta doba je doba krize etike in njenih vrednot. To ni res. Habermas
dokazuje, da je ta teza lažna. Kajti poglejte, po letu 1989 je del desno usmerjene teorije želel vračati mišljenje na nivo izpred francoske revolucije, spet etablirati ponižnost in poslušnost, ali kot pravi Peter Sloterdijk, stop refleksiji izpostaviti trdne vrednote. Zakaj? Ker je politika vedela, da je kriva za napačne politične, ekonomske, bančne in še kakšne odločitve, da zadeve ne funkcionirajo, so zato krivi levičarski intelektualci, treba se je spraviti nad nje, kontrolirati z raziskovalnimi nalogami, pa naj imajo ti levičarji samo tako imenovano kulturno levico, kulturni marksizem, ne pa tisti udeleževalni ali socialni. Skratka, Richard Rorty, ki je s Habermasom sodeloval, pa je lepo rekel, to danes ne zadošča. No in potem poglejte, ker se je tu prijel ta slogan, ki ga vpijemo po vseh gasilskih veselicah, to je doba krize etike in njenih vrednot, pravi Habermas, ja kam pa potem zdaj z vrednotami? Na trg, na tržišče. In tu je delo jezuitsko usmerjenega katoliškega profesorja po imenu Peter Steinfels, ki je napisal delo Novo konzervativci, ki je nekakšna inauguracija militantnega pohoda proti vsemu levičarskemu. Kje je tu problem na področju etike? Poglejte samo v tem, da desnica, prosim, v teoretskem smislu, meni, da je treba samo braniti vrednote, ki so že tisočletja tu. Levica pa vpije etiko še sploh ni bila udejanjena. Kajti to, kar etika danes mora, je predvsem to, da je občutljiva, da je senzibilna, da vsak trenutek prepozna potrebe zdajšnjega človeka, ljudi, ki zdaj živijo, in ne onih izpred 500 ali pa 1000 let. Radikalno prepoznavanje potreb, filozofija ohranja refleksijski zakon, če v trenutku alarmira, kaj je narobe. Poglejte, lep primer tega, pred leti, ko smo pod neko stranko doživeli buržuasto varianto totalitarizma, so se oglasili pisatelji in so opozorili na to, kar je treba vedeti. Fašizacija ne pade z neba. Če se iz življenja ljudi s silo omika spontanost, če se ljudje začnejo bati, je to buržuasta varianta fašizacije. Skratka, še in še bi se dalo nadaljevati, je pa tako, da ima na koncu vendarle vsake lepotice zadost, pa tudi junaka. Hvala, ker ste prišli, pa bi morda še kako rekli in da si jaz mečkem tudi glasovno oddahnem. Hvala. Komentar, vprašanje, prosim. Hvala lepa za silovito in lepo predavanje. Mene bi samo zanimalo, omenjala si starega dobrega Aristotela, njegovo etiko. Ali bi ti dejala, da je Aristotel zavezujoč svojo etiko za danes v prevladujoči meri, ker morda se da le reči, da ta se mi zdi čudovita puščica misli, da lahko demokracija stoji samo na prijateljskih odnosih, se pravi, in tu je možna solidarnostna drža. Zraven pomislim, hej, Hegel,
gospodar in hlapec, a je to res prvi in izhodišnji odnos med ljudmi, ta in ta težava, in a se svoboda res doseže tako, da gospodar brez ultimata in brez strahu pred smrtjo samo se podreja. Skratka, to je en tak medklic. Aristotel vendar je drugače. Se pravi, ali misliš, da je Aristotel naloga, ki je še pred nami? In koliko bi Sloterdijk bil za Aristotel? Čisto. Najprej tole. Etika v času starih Grkov nekako neguje bolj vrednoto sreče. Sodobna etika bolj vrednoto svobode. Meje med politično filozofijo in etiko pri Aristotelu niso točno določljive, tako da bi jaz zdaj upozorila na njegovo kozmologijo in ontologijo. Glejte, ravno pri Grkih čutimo, da je etika eno razširjeno dojemanje svetovne biti in zato je tu že renesansa Aristotela v tem smislu, da nam danes gre za etiko biti in ne razumemo samo etike kot sistema medčloveških odnosov. To pomeni, da se trudimo ohranjati svetost biti in tega najdragocenejšega življenja v njem. In vidite, taka etika je izrazito rekonstruktivna, tako kot je to pri Aristotelu, in nenormativna, kot je to pozneje in kakor smo slišali. Jaz seveda nisem zaklinjalec Hegla, pač pa bolj priznavam, občudujem Kanta. Tega je že Nietzsche imenoval cokla poštenosti. Veste, Kant je govoril o tem, da je nekaj takega kot svetovni mir dosegljivo. Torej, duh veje v večjih narodih, vse povsod, to je mir. Veste, pri Heglu je pa malo te pruske ozkosti v nekem času, trenutku, prostoru, ne, veje duh na enem samem mestu, kar je on prepoznal v takratnem pruskem svetu. In še nekaj je, veste, mi smo narod, ne, ki je dal skozi revolucijo. Ne bo pa takole rekla, pa Boga mi, pa kakšen ti je to narod, ki na svojo revolucijo ni ponosen? Ste posneli? Glejte, jaz sem tako razmišljala, ravno Aristotel je tu lepo povedal, to ni krščanstvo, to je alfa knjiga Nikomahova etika, da na etičnem področju mnogo bolj kot cilj telos sam presojamo sredstvo za dosego nekega cilja. Pa dobro, pa kak je te lahko revolucija, ki uporablja krvavo sredstvo nekaj dobrega? Če je sredstvo krvavo, torej, a je cilj nekaj dobrega. In Kant opazuje francosko revolucijo, se je umrl leta 1804. Ždi tam v Königsbergu, ne, današnjem Kaliningradu, se čudi in pravi, ja, vsako veliko zgodovinsko dejanje je treba preuprašati tudi po etični plati. A je moralni napredek k boljšemu? Pravi, res je, v tej francoski revoluciji se dogajajo grozodejstva, če bi pa bil mlajši, bi želel biti soudeležen. Kaj ti? Ontologija, antropologija revolucije je, poslušajte, človekova potreba po pravičnosti in občutek za poštenost, kar je kot moralni napredek boljšemu Kant v svojem času spoznal v francoski revoluciji. Še nekaj bi dejala. Danes v tej postutopični dobi, ko gre spoznanje pred utopijo, ne več utopija pred spoznanjem,
Pa smo se zelo mnogo naučili od Nietzscheja, kolega Lozar ga perfektno interpretira, kako dol. Je ravno Nietzsche v svojem delu Antikrist, kako grdo mu pripisujejo Nietzsche Antikrist, lepo povedal. Če nekdo v svetu ne dojame, ne vidi ničesar etičnega, pristaja na Antikristovo oznanilo. In tisto, kar je bila največja napaka, greh narejena Kristusu, je to, da je upanje bilo spremenjeno v resnico. V marksizmu je Engels govoril od utopije k znanosti. Pol pa so se kresnili strukturalisti in tile iz Frankfurta, ker želi strukturalizem vse poznanstveniti. Če pa mi iz tega, kar je utopija, upanje, naredimo resnico dogmo, pa imamo vse nastavke, oprostite, tudi za izgradnjo koncentracijskih taborišč. Prosim? Jaz imamo več stvari, bom probal združati. Kako želite? Spontano. Liberalizem je proizvedel pač zelo močno individualizacijo. Tako kot je Hegel rekel za meščana, ki se ponovno sprehaja, ustvaril tudi občutek individualizacije, ki pa samo prinese neko tesnobo, pogrešanje nekega pripadnosti kolektivu itd. In se mi zdi, da desnica lažje privabi k sebi ljudi, in zaradi tega nerazmišljanja. Tam ima nekoga, ki interpretira resnico, neko pač družbeno-politični fenomen, in oni se samo naslonijo pač na to mišljenje, na interpretacijo. Ampak tako oni se krepijo, in tem, ker se pa na levici frakcijske boje gremo, okoli nekih teoretskih nepomembnosti. Zdaj, kar smo mi že na zasedbi fakultete rekli, da bi resmo humanistiko dali na vse fakultete, oziroma to mišljenje, neka kritična refleksija realnosti, da bi se pač razširilo, da bi vsi imeli prvoletniki, na primer. Ker ne moramo se več zanašati na funkcijo televizije javne, da bi nas nekako prinašali neke objektivne stvari in tako dalje. Ampak s tem se pa zdaj spet zamejimo na nek elitizem univerzitete, univerze, če bi samo v tem krogu. Poglejte, jaz se spominjam tistih let, ko smo v fakultetnih organih razpravljali o militantnih posegih nekdanje FSPN, to je današnja FDV, sociologijo so želeli spraviti na njihovo fakulteto. Pa sem se jaz oglasila in se rekla, poglejte, sociologija ni samo družboslovna stroka, je tudi humanistična in ona mora ostati na filozofski fakulteti in smo takrat uspeli. Vi imate povsem prav, ko načenjate vprašanje individualizacije, vendar glejte, pri Heglu pomeni to nekaj drugega kot danes, ker je od Reagan-Thatcherjeve deklaracije družba izrinjena, družbe kot take naj ne bi bilo, so samo posamezniki, torej individualizacija, ki izpodriva vse družbeno. Moram pa reči, da si na tej fakulteti vsi oddelki prizadevajo skozi bolonjske okvire spraviti humanistiko, da to negujemo in da nam to tudi tujina priznava. Glejte, zakaj je bila Bolonja? Veste, ti politiki v Bruslju se niso mogli zmeniti, a bodo ali ne bodo sprejeli Evropsko ustavo. Niso jo mogli sprejeti. Ja, čakajte, zdaj, če tu ni ustave, mora biti nekaj povezovalnega in zato se je politika spravila nad univerzo, reformo univerze, ki ne koordinira v Evropi to, kar s podpisom postave Evropska skupnost ni mogla. Glejte, tu se pa jaz s
to trenutno dekansko ekipo zelo strinjam, da si prizadeva ohraniti avtonomijo univerze, globoko podpiram naše sindikaliste, ki do onemoglosti delajo solidarnostno, a gledajte, nekaj ne smemo pozabiti. Nobena reforma univerze ne more biti substitut za vse druge spodletele reforme. Mi moramo negovati avtonomijo univerzo, čeprav v novih spremenjenih pogojih. Humanistika de facto pač postaja nek privilegij srednjega razreda, prej slej pač se je lepo prav solidarnost pa to, mi tudi, ko smo se organizirali pač za študentske boje, pač najbolj smo bili aktivni tisti, ki smo pač to lahko pravoščali. In si napravili hipoteko pri določenih organih. To imate kar računati, veste, to je prednost nas humanistov, ampak ne čudega, no. Ja, skratka, prej slej za danes še neke materialne pogoje. Humanistika ni veliko združljiva strmo delovne sile v poznem kapitalizmu, tako da postaja zmeraj bolj nekako privilegiran študij srednjega razreda. Glejte, rekla bom takole, hvala za ta nastavek. Mi smo videli, te revolucije, ki so bile pa še tu krvave, pač niso uspele. Išle so iz najširših množic, končale pa v terorju. A je zdaj nekje nek prostor med delom in kapitalom, ki omogoča emancipacijo družbe, vseh v družbi še tako izrinjeni. Glejte, to pa je izobraževanje. In kakor jaz vidim prizadevanja naše univerze, še vedno razume to kot tisto področje, ki omogoča družbeno emancipacijo. Mislim pa, da v tej smeri vsi delamo. To avtonomno področje med, povemo, kapitalom in delom. Veste, ko smo mi študirali in ko smo študij končali, veste, smo bili malo lumpi, smo kričali po ljubljanskih ulicah, svojega dela vam ne damo. Kričali smo šiki miki, sramuj se svojega bogatstva. To pa je, da me ena gospa ven na Kladnu je imela čaj in kaj, gledaj, šiki miki, to je kaj? Gledajte, to je malomeščan. Veste, politiki pa ustreza podpirati malomeščanščino, to je določen tip racionalnosti, ki vse ve, to je čisto, to je fuj, to treba zakuriti. Ta koncept racionalnosti, ki točno ve, to je za krematorij, v ekstremni obliki pa je fašizacija, spet študije, ki jih lepo dokazuje naš Bauman. In jaz gledam diplomske naloge, dostikrat imamo filozofi in sociologi, kako se zavedajo, da humanistika potrebuje en pameten koncept za humanizacijo, ki malomeščanstvo preprečuje. Potem imamo dvojne diplome z anglisti, z nencisti in gledajte, to so tisti mali koraki, ki pa vendarle študente dolgotrajno spremljajo. In tu moram vendarle po več kot 40 letih reči moji fakulteti salut. Grančki malo, tako. Pa kako dekler meni, da me ne bo razočaralo, Jaz nisem, veste, feministični komandos, Nisem, je pa takole, da, veste, malo feminizem ne škodi. Mat je bila herojnja partizanka in je rekla, še tam je bil moški fašizem. Ko so kričali na juriš,
so jim učitali, da preveč vreščijo z visokim glasom. Pa so se one enkrat dobile in so naslednjič s tako nizkim glasom rjovele, to jim pa je bilo še manj simpatično. Skratka, prosim, no, lepo prosim. Vidim po očeh, ki sprašujejo, ne, veste, oko vid, to je svet organ. Za nas humaniste, izvor vedenja je v videnju. Eidos in eida, to sta dva lepa pojma, ki sta zelo pomembna za humanistiko. Izvor vedenja je v videnju. In še nekaj se zapomnite, kar je za humanistiko zelo pomembno. To se jaz naravoslovci kregam, tam pa je moški šovinizem. Glejte, mi na področju humanistike pojme ne definiramo, jih ne smemo. To se lahko dela samo na področju matematike, ker mi z definicijo pomen pojma določamo. Na področju humanistike mi pomen pojma opredeljujemo, to pomeni, da mi pomen pojma ugotavljamo in zato uporabljamo izraz opredeljevanje ali eksplikacija. In dostikrat se tu udarimo z naravoslovci, svoje čase so smeje, to, da ni prišlo do razpada univerze. Eno je opredeljevanje pojmov, eno je eksplikacija pojmov, no in jaz ponavadi študente že takoj na začetku upozorim, prepovedana raba izraza definiranje pojmov. To se dela na področju, ki govori z jezikom matematike, ja to pa je že Platon vedel, to ni najvišja oblika vednosti. Prosim. Eno vprašanje. Vi recimo ste kar nekajkrat omenila pač potrebe. Zdaj, v zgodovini je bilo nekaj poskusov, neke klasifikacije teh potreb, recimo Maslov, ampak kot se vidi, pač njegova definicija nekako ni uspela, ni recimo potrjena. Medtem, ko pa Campbell recimo govori, da so pa potrebe družbeno ustvarjene. In mene pa bi zdaj recimo zanimalo vaše mnenje o pač potrebah. Torej, eksplikacija pojma potrebe, torej tu je filozof, ki govori o antropologiji potreb Herbert Marcuse. To je en čudovit razmislek o tem, kaj so potrebe. No, Marcuse je vendarle inspiriral mojo 68. hipijevsko generacijo, glejte, ki je negovala potrebo rehabilitacija zatrtih estetsko-erotskih kategorij. To je bil mogočen emancipacijski vzorec. Tu so take posledice, da Hannah Arendt pravi, s tem je nekaj, kar bomo čutili še stoletje pozneje. Kot pa rečeno, človek je najprej bitje potreb, preden je bitje pravic. To je za nas, filozofe, zelo, zelo verodostojno. Potreba je tudi, da se povezujemo, negujemo družabnost. Glejte, sociofilozofija se je razvila tisti trenutek, ko je razpadla patriarhalna družba, ko ni bilo treba ne psihologov, ne psihiatrov, ker je bil tip družine trigeneracijski. Vidite, sociologija pa je alarmiranje po filozofski plati kot negovanje družabnosti, to je relegare. Niče lepo pravi. Cerkev, cerkvena pobožnost je pa se, potreba po povezovanju, ta se pa krepi. No, gledajte, tu je potrebna humanistika, da je kot orientir ljudem. Tu česa zaneljivega za to ni. In poudarjam ponovno. Nad 40 let opazujem,
dogajanje na filozofski fakulteti. Prav vsi oddelki se trudijo. Poglejte, nazadnje sem celo to pri sociologih, etnologih, kaj imajo še en oddelek, kulturno antropologijo opazila, sami ugotavljajo, pojem tolerance ne zadošča več. Gredo k solidarnosti. Kaj je solidarnost? Ona je ta drugo pravičnost. To je velik premik. Na Zahodu ne delajo, tu pri nas, na teh 3 oddelkih pa. In moram reči, da kjerkoli po svetu sem hodila, dajo izjemno priznanje izobrazbi naših diplomantov, ne? Tako da, glejte, morda so ti ideali, ki jih je Adam Bohorič, jaz sem namreč iz protestantske tradicije, v vsakem evangeličanskem listu imam tudi svojo stran, kjer pišem, je še sem pripeljal nekoga po imenu Nikodemus Frišlin, ne? In tu pravzaprav so po mojem začetki akademskega izobraževanja, tako da sem bila malo na rektorat jezna, ne? Zakaj samo 100 let, ne? Ker je to izobraževanje krepko daljše. Ne, pogledajte, ti ljudje so unesli v nas ta vzorec, narodotvorno je kulturotvorno. Mi nismo velik narod, ne geografsko, ne vojaško, ne ekonomsko. Smo pa vsako super silo kompatibilni na področju kulture in izobraževanja. Najvišji imperativ bivanja po mnenju starih Grkov je kultura, sredica tega je pa etika. In tu bodite pazljivi za čas, ki prihaja. Etika ljudstev, ki so onaravljena, etika narodov, ki živijo tesno naravo, ta etika je čisto drugačna kot etika trgovsko-prekupčevalskih narodov. In mater ti pa Evropa. Z nas je naredila merkantilizem, štacunarsko bodalost, pravi Kundera. Da se pa vprašajmo, kakšne posledice izhajajo za ta mali narod, če usmerimo sebe v štacunarsko bodalost, prekupčevanje, merkantilizem. In se spodrežemo temelje tam, kjer smo jih vedno imeli v naravi. Še enkrat, etika je človekova druga narava, je onaravljena s pomočjo Niče, ja, to delamo z kolegom Ušlajem, Cerkovnikom, Lozarjem pa še kom. Tisto najhujše, kar se je etiki zgodilo, je to, da je postala človekova protinarava. In zaradi tega, pravi Niče, je moral človek še živ pred smrtjo večkrat umreti. Tukaj, glejte, mislim, da je ta humanistični naboj pri nas močan, je navzoč, samo, veste, določenih izrazov kot ljubezen, etika, ni dobro preveč pogosto rabiti, ne, da se oni pogrošno ne strošijo, ne. Veste, je boljše reči, takšen je ta moj kozel, kakšna je ta moja koza, imam jo rad, imam ga rad, razumete. Ne pa tiste pocukrane besede, ne. Anyway, anyhow, še nekaj je, glejte, kultura izražanja, nekoč, vidite, smo vse dojemali čas, prostor. Vidite, sodobna humanistika pa zelo poudarja novo relacijo čas, jezik. Tu seveda pa svoje študente le prijemljamo pri kulturi izražanja, še bolj pa pri kulturi pisanja. Veste, kakorkoli zapisana beseda je materializacija misli, ne? In če želimo prijateljevati še z onimi 100 let za nami, naj bo napisano dostojno. Imejmo spoštovanje do svojega jezika. In ne odrekajmo recimo se določenim besedam, ki so žlahtne. Vam bom povedala eno.
Ja, v imenu česa recimo je izginila beseda tovariš, tovarišija. Omenjajo Primož Trubar leta 550 v katekizmu, Megizarjev slovar leta 603. To pomeni ljudi dobre volje, ki skupaj nekaj tovori. Ja, mi danes, kdo jo še upa kje uporabljati, jo razumete, ne? Vidite, tu bi morali biti malo bolj kritični, ne? In kot rečeno, to soočenje s preteklostjo pri nas, ne? To je tako stropeno spolitizirano in tukaj ne moremo drugo, kot da pač opozarjamo in da damo ljudem orientir, da temu ne sledijo in na teoretski ravni ne obnavljajo.